Pozdravljen. Pri današnji uri slovenščine bomo ponovili zapis z malimi pisanimi črkami, ki smo jih že spoznali, torej s črkami I, N, M, A in O. Najprej si bomo pogledali ponovno, kako zapišemo posamezne črke, nato pa boš s črkami utrjeval tudi zapis besed. Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnega peresa in kako pravilno sediš za mizo. Za lažji priklic imaš tule prikazane vse črke, ki smo jih že spoznali. Poglej, kakšne oblike so, poglej, iz kakšnih črt so sestavljene. V nadaljevanju pa ti bom ponovno pokazala, kako se črke zapisujejo. Ne pozabi, pri pisanih črkah je zelo pomembno, da imaš pravilno potezo zapisa črke, saj se posamezne črke nato z rokicami vežejo v besede. Ponovno si bomo pogledali zapis malih pisanih črk, ki smo jih že spoznali. Črko I torej zapisujemo poševno navzgor, zgoraj je špička, ravna črta navzdol, rokica in pikica nad tole špičko. Črko N zapisujemo tako, da naredimo poševno črto, blagi ovinek, ravna črta navzdol. Po ravni črti se vračamo navzgor, naredimo en hribček, ravna črta navzdol, blagi ovinek in rokica. Podobno zapišemo črko M, torej poševna črta, blagi ovinek, naravnost navzdol. Se vračamo naravnost navzgor, hribček 1 in hribček 2, spet gremo navzdol in rokica. Črko A zapisujemo tako, torej, da naredimo poševno črto, hribček, ki mora biti dovolj dolg in visok, se po hribčku vračamo nazaj, naredimo trebušček, gremo z ravno črto že skoraj navzgor in ravno črto navzdol, blagi ovinek in rokica. Črko O zapišemo zelo podobno, torej po strani, hribček, po hribčku nazaj navzgor, naredimo trebušček, naredimo z ravno črto tule eno tako krajšo ravno črto in tule rokico, ki pa je že krajša kot pri črki A. V nadaljevanju sem ti pripravila še nekaj primerov zapisov besed iz črk, ki smo jih že spoznali. Lahko si pogledaš, bodi pozoren, kako torej se črke vežejo med seboj. Poglejmo si še zapis nekaterih besed, ki jih boste danes utrjevali. Zapišimo besedo on. Dobro opazuj. Pri O-ju je tale rokica krajša, zato tudi tole prvo roko pri črki N skrajšamo in povežemo črko O in N v besedo on. Lahko dodamo še črko A in že dobimo besedo ona. Gremo torej O, N,
in A. Takole. Kaj pa, če zapisujemo imena? Potem moramo prvo črko zapisati z veliko tiskano besedo. Zapišimo ime Ema. Zapišemo torej veliko tiskano črko E za veliko začetnico in potem nadaljujemo s pisano črko M. Dodamo rokico in povežemo s črko A. Podobno lahko zapišemo tudi besedo Ena, ki je tudi ime. Zapišemo torej veliko tiskano črko E in nadaljujemo z N in s črko A. Sedaj, ko si pogledal in obnovil svoje znanje, kako zapišemo male pisane črke I, N, M, A in O, se boš lotil tudi zapisa besed. Najprej vzemi predloge 7 in 8 in ponovno prevleci besede, ki si jih že prevlekel. Prevleci pa tudi besede nima in mimo ter besede ina in nina, ki ju zadnjič nisi prevlekel. Besede seveda lahko prevlečeš vsaj 2-krat ali 3-krat, tako da tvoja roka, tvoji prsti dobijo občutek, kako se besede oziroma kako se črke vežejo med seboj. V zvezek lisička zapiši po eno vrstico vsake črke, ki smo se jo že naučili. Pazi, vse črke zapisujemo v vrstico trebuščka. Nato zapiši po eno vrstico besed, kot vidiš na mojem primeru. Med besedami naredi vejice. Odlično! Z današnjo vajo pri slovenščini si tako prišel do konca. Preglej svoje delo, ki si ga opravil. Pohvali se tam, kjer ti je zapis dobro uspel. Razmisli pa tudi o tem, kje bi mogoče zapis lahko še popravil. Ne pozabi na vsakodnevno branje in se kmalu zopet srečamo.